Pozdravljeni. Po zaključku testiranj v Bahreinu je verjetno marsikdo spregledal enega izmed ključnih podatkov pri analizi samih čas. Poglejmo si skupaj, za kaj gre. Najprej v izogib kakršnikoli sterilni polemiki. Sam osebno nimam nič proti skuderiji Ferrari in nisem navijač Mercedesa. Nekaterim, verjamem, je to težko razumeti, ampak tu ne morem pomagati prav nič. In drugi. Meni osebno samo tista lestvica časov na koncu ne pomeni prav mnogo. Sam si vzamem čas in pogledam tudi druge telemetrijske podatke in tako skušam razumeti, zakaj je prišlo do določenega časa. In seveda pri takšni analizi sem opazil nekaj, kar so verjetno mnogi spregledali. A verjamem, za povprečnega sledilca, za povprečnega navdušenca je važno, da je njegov favorit tam na vrhu. Drugo je seveda čisto nepomembno. In tu bi lahko res citirali Johna Elkanna. Pred leti je nekoč dejal, da ni tako pomembno zmagati dirko, če imaš najhitrejši krog. Kaj ti to pomeni, da si bil najhitrejši? In verjetno marsikdo, ki spremlja Formulo 1, je ugotovil globino in strokovnost tega predsednika samega Ferrarija. A pustimo sedaj to. Zakaj v resnici gre? Charles Leclerc je zadnji dan testiranj v Bahreinu postavil najboljši čas. In verjetno bi lahko pričakovali, da so tudi njegove končne hitrosti visoke. Ampak če pogledamo podatke, ki jih imamo na razpolago, bomo ugotovili, da temu še zdaleč ni tako. In ne govorim samo o tisti vrednosti, ki nam jo daje tako imenovani speed trap ali točka, kjer se meri najvišjo končno hitrost. Ampak tudi meritev na koncu prvega, drugega in tretjega sektorja oziroma na ciljni črt. In tu je treba povedati, da smo že v predhodnih prispevkih ugotovili, kako je, na primer, Ferrari najboljši v tistem drugem sektorju, tistem delu proge v šakirju, ki je izjemno tehničen. In tu bi lahko dejali, da je Charles Leclerc bil boljši od Landa Norrisa, drugega na lestvici tistega dne, za približno zaokroženo pol sekunde. In mnogi boste dejali, ja, super, boljši je bil. Kje je tu težava? Težava je naslednja. Charles Leclerc na koncu drugega sektorja je imel izmerjeno končno hitrost 245 km/h, Lando Norris 255 km/h. In verjetno marsikdo bi lahko sedaj začel razmišljati, kako. Seveda pri tistih bolidih, ki so tekmovali do konca lanske sezone, tak rezultat ne bi bil nič čudnega in nič alarmantnega. Bili so bolidi, ki so izkoriščali talni efekt, oprijem je bil ključen. Ampak letos imamo bolide, ki so čisto nasprotje, ker je bistveno imeti majhen zračni upor in visoko končno hitrost. Samo tako kot primer. V letošnji sezoni se ne bo prehitevalo nasprotnika z pomočjo sistema DRS, ampak z
pomočjo električno-hibridnega dela. O tem smo že govorili na kanalu in ne bom sedaj ponavljal zgodb. A razumljivo je, da ukolikor bolid ne doseže visoke končne hitrosti, bo imel ogromno težav. In verjamem, dobil se bo poznavalec, ki bo dejal, vsaj če si prvi tam spredaj, nimaš težav. Ni res, že če menjaš kolesa na tistem obveznem postanku, lahko padeš v gnečo. In to, če imaš nizko končno hitrost, si v težavah. In tu verjetno marsikdo bo dejal, zakaj sploh delam kako paniko na enem samem podatku. Treba je povedati, da sem si ogledal podatke srede, četrtka in petka. In ugotovitve so seveda malce zaskrbljujoče. Namreč v sredo je Ferrari postavil svoj najboljši čas v minuti 33 sekundah in 739 tisočinkah. V četrtek je imel boljši čas, torej minuto 33 sekund in 408 tisočink. V petek minuta 31 sekund in 992 tisočink. Jasno, iz dneva v dan so bili hitrejši. Kaj pa končne hitrosti? Če si ogledamo končno hitrost izmerjeno na koncu prvega sektorja, je bila ta v sredo 225 km/h, v četrtek 228 km/h in v petek 227 km/h. In če malce zaokrožimo, bi lahko dejali, da skorajda konstantna. Kaj pa na koncu tistega drugega sektorja, tam, kjer Ferrari da največ od sebe? V sredo 242 km/h, v četrtek 245 km/h in v petek 245 km/h. Govorili smo že o tem. In tu verjetno že marsikomu se poraja dvom, da nekaj pa ni tako v redu. Poglejmo si konec kroga oziroma zaključek tretjega sektorja. Tu so rezultati malce bolj obetajoči, kajti v sredo 274 km/h, v četrtek 268 in v petek 280 km/h. A težava je nekje drugje, pri tisti točki, ki je na koncu štartno-ciljne ravnine, pri istem speed tracku. In tu zopet v sredo 315 km/h, v četrtek 306 in v petek 308. In to verjetno marsikdo se sedaj je začel spraševati, kako je to možno, saj je bil čas Ferrarija bistveno boljši. In rad bi povedal še nekaj kot zanimivo. Nek Oscar Piastri, ki na zadnjem dnevu testiranj sploh ni dosegel nekega relevantnega časa, je imel na tisti meritvi pri speed tracku 325 km/h, kar nam pove, da je razlika res občutna. In sedaj lahko se dobi marsikdo, ki bo dejal, da Ferrari ni šel na polno, da so nekako skušali prihraniti pogonske sklope, ne pokazati vsega potenciala in verjetno podobno kot konkurenca skriti marsikaj. In na prvi pogled bi lahko dejali, da je takšna razlaga celo možna, če ne bi imeli podatkov o tem, koliko odstotkov celega kroga so vozniki sčali
na plin. In seveda tudi to je pomembno. Pri Ferrariju bomo videli, da v sredo se je ta odstotek gibal pri 57,8% kroga, v četrtek 57,2% kroga in v petek 57,8% kroga. Torej, lahko bi dejali konstantno čez vse 3 dni. Če si sedaj ogledamo za primerjavo Red Bull, ki ima v bistvu nov pogonski sklop, ki je še nedozorel in kjer je treba dati nekaj več, bomo videli, da v sredo 57,8%, v četrtek 56,6% in v petek 59,1%. In lahko bi dejali normalno. A primerjati se moraš z potencialno boljšimi, ne tistimi, ki se še nekoliko lovijo. In tu bi rad dal tisto primerjavo, ki bo marsikoga razjezila. Vzeli si bomo Mercedesa. Namreč pri Mercedesu so v sredo imeli plin odprt 52,6% celega kroga, v četrtek 53,8% in v petek 54,8%. Ali 3% manj. In tu sedaj se lahko začnemo spraševati, kdo je šel na polno in kdo ne. 3% razlike je ogromno. In tu seveda moramo v tem trenutku se začeti spraševati, pa zakaj Ferrari kljub temu, da voznika pritiskata na stopalko za plin, videli smo podatke, nimata končne hitrosti. Seveda, nekdo je že pripomnil, da ta izkoristek električno-hibridnega dela morda ni idealen, da zmanjka enostavno energije. S tem se sam ne bi strinjal, kajti kolikor bi ta električno-hibridni del bil v težavah, ne bi na koncu kroga imeli fantastičnega rezultata. Tudi primerjava z Red Bullom je malce neumestna, kajti verjetno se bomo vsi strinjali, da njihov prvi pravi motor z notranjim izgorevanjem verjetno je daleč od idealnega in Red Bull nima vseh istih izkušenj, ki jih ima Ferrari. Ampak smo se morda vprašali, če ima Ferrari v resnici tako nizek zračni upor. Namreč, če primerjamo Ferrari SF pomišljaj 26 z Mercedesom W17, bomo videli, da čelna površina pri Mercedesu je na pogled manjša. In ne smemo pozabiti, da zračni upor, ta sila, ki zavira bolid, je odvisna od čelne površine, je odvisna od koeficienta zračnega upora, je odvisna od gostote samega zraka in predvsem od kvadrata hitrosti, ki se deli na polovico. In če imamo kvadratno funkcijo, nam je jasno, da hitreje kot se gre, bo seveda upor naraščal strmo s kvadratno funkcijo. In tu je verjetno srž problema. Namreč, če ima Ferrari težave pri visokih hitrostih zaradi upora, so lahko res električno-hibridni del nastavili tako, da deluje na nižjem območju. In da ima, na primer, Ferrari morda težave z zračnim uporom, nam pove tisti drugi fantastični sektor, kjer ima SF pomišljaj 26 ogromno oprijema, ampak oprijem in upor
sta nekako povezana. Če imamo aerodinamično površino, ki generira oprijem, je seveda tudi to generator zračnega upora. In tu seveda lahko diskutiramo, ampak rad bi vas spomnil še na neko podrobnost. Se spomnite, kako uspešen je bil Ferrari pri samem štartu, pri tistih vajah, pri tisti proceduri, kjer so mnogi imeli težave. Že takrat smo nekako dejali v predhodnem prispevku, da lahko ima Ferrari na svojem pogonskem sklopu turbino z manjšim presekom. Če ima manjši presek, so tudi lopatice na turbini krajše, se bolj hitro zavrtijo, ko tlak še ni tako visok kot pri konkurenci, ampak na visokih obratih nimajo moči, kajti ta razdalja od osi vrtenja do konca lopatice je krajša in v bistvu ni nobene sile navora. In zaradi tega tam zgoraj morda ne deluje tako optimalno kot konkurenca. Tudi zaradi tega ima lahko električno-hibridni del nastavljen tako, da dela od spodaj, kjer lahko izkoristi svojo prednost. Torej, manj tiste zakasnitve turbine in boljši pospešek pri nizkih obratih. Ampak na vrhu enostavno zadev zmanjka. In seveda končna hitrost bo v sezoni 2026 še kako pomembna. Ne pri doseganju časa na krog, temveč pri prehitevanju konkurence. Namreč letos ni več sistema DRS, ki bi ti pomagal. Letos imamo električno-hibridni del, ki ti pomaga prehiteti nasprotnika. Ampak če ta deluje nizko in ne dosežeš visoke končne hitrosti, kaj boš storil? Verjetno marsikdo je zasledil, kako se je Charles Leclerc pritoževal nad tem, da je letos izjemno težko prehitevati. In verjetno s takimi nastavitvami tudi je. A verjetno se sam motim in so podatki, ki jih imam na razpolago, napačni. Ampak vseeno videli smo, da kljub vsemu so lahko tudi pri Ferrariju težave. Drugače si takšnih vrednosti sam ne znam razložiti. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.